Will you put your hands down? Put your hand up, play! Lep pozdrav vsem, moje ime je Matej Petek, čez par trenutkov pa se mi pridruži še Marko Križman, s katerim so za vas analizirala seveda tisto najbolj aktualno, najbolj zanimivo temo, draft 2019 in skušala ta draft umestiti v kontekst draftov zadnjih 10, 15, 20 let in skupaj seveda s tem draftom tudi najboljšega igralca, tisto glavno nagrado tega drafta, Ziona Williamsona. Po mnenju mnogih največjega talenta, ki je v ligo prišel od LeBrona Jamesa dalje, od leta 2003 dalje, po mnenju nekaterih znanih, recimo temu spremljevalcev lige NBA, pa je Zion celo večji talent od LeBrona Jamesa. Je temu res tako? To sva skušala z Markom ugotoviti, primerjala tudi Ziona z Dončićem, vsekakor gre za dva zelo zanimiva igralca. Zion Williamson pa bo v New Orleans Pelicanih igral s kopico igralcev iz Lakersov, k Lakersom pa bo potoval Anthony Davis. Anthony Davis pa je tudi eden izmed teh potencialno največjih talentov zadnjih 15-20 let in sedaj zagotovo top 5 igralec, po mnenju mnogih pa seveda tudi najboljši center lige. V Lakersih torej dva top 5 igralca, v New Orleansu zanimivo mlado moštvo, ki je tukaj dala z Dončićem, tudi o njem smo govorili in seveda o mnogih drugih igralcih letošnjega drafta. O mnogih postranskih trejdih, dilih, ki so se pripetili na ta večer, res ogromno raznih kupčij je bilo sklenjenih. Letošnji prestopni rok pa je praktično že 24 ur po tem, ko smo dobili novega prvaka, povsem zasenčil tega prvaka in naslednja sezona je povsem odprta. Tudi o tem bomo govorili v tem podcastu. Da pa ne bom zgubljal časa, pa preden začnemo, bi vas samo na hitro zaprosil, če se lahko naročite na naš Sportinfo.si YouTube kanal in če lahko tam tudi všečkate tale podcast, kliknete tisto ikonco za zvonček in boste obveščeni o vseh najnovejših podcastih. In seveda, če se lahko naročite in všečkate tale podcast tudi na naših SoundCloud in iTunes platformah. S tem nam pomagate pri nadaljnjem delu, zato smo vam hvaležni in zdaj pa res, da ne bom izgubljal časa, tem za obdelavo je več kot dovolj, zato gremo kar veselo na delo. Take a look at what the industry did to me. I was drinking Hennessy and then I had an epiphany. Got me thinking I should kill him and I'm saying it literally. Middle fingers to my enemies, I'll give him this energy. Marko, živo pozdravljen. Zdaj ne vem, a bi rekel dobro večer ali dobro jutro, zdaj sredi noči, ko snemava tale podcast. Kako si pripravljen za delo, si spil dovolj kave? Vsega sem spil dovolj, dobro jutro, to je 4 ure je zjutraj. Vsak poštar ti bi rekel dobro jutro, kakšen dober večer. Poštari bi rekli dobro jutro, kakšni drugi poklici pa verjetno, ja, lahko noč. Tako da midva, kaj dosti spala, danes že spet ne bo, ampak upam, da bo tale podcast vreden poslušanja in tudi vreden vašega časa in seveda tudi najnega spanca. Da pa ne bova zgubljala tega časa in spanca preveč in vsaj nekaj ga do jutra ujela, da je čim hitreje poskušati malce zanalizirati tale draft in tudi nekaj zadnjih tradov. Kot sem že v samem uvodu povedal, Marko, še preden se je sezona končala, pravzaprav takoj po tisti grdi poškodbi Claya Thompsona, pravzaprav se je v tistem trenutku že začelo špekulirati o tem, kaj se bo zgodilo poleti. Liga je sedaj po teh obeh poškodbah Duranta in Thompsona ter vseh napovedanih prestopih, tudi morebitnem prestopu Kawhija, povsem odprta. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Jasno je le to, da naslednjo sezono, za razliko od prejšnjih, ne moremo z gotovostjo napovedati, kdo bo v finalu, kdo bo prišel ven iz zahodne konference, niti kdo bo prišel ven iz vzhodne konference. Torej, stvari so povsem odprte, karte pa se bodo do začetka sezone še pošteno premešale in mešati so se začele 24 ur po tem, ko smo zvedeli, da je Toronto postal seveda neizbežno v vseh tistih poškodbah, vendar tudi zasluženo, kljub tem poškodbam je potrebno povedati, da je Toronto zasluženo postal prvak, poškodbe so vedno faktor, ne nazadnje tudi
tudi pri prvem naslovu. Golden State Warriorsov so bile poškodbe, ko je LeBron James ostal brez Kyrija Irvinga in Kevina Lava, torej brez svojega drugega in tretjega najboljšega igralca, ter sta vlogi drugega in tretjega najboljšega igralca prevzela Matthew Dellavedova in Timofej Mozgov. Tako da ja, Matej, bogi Toronto Raptorsi niso mogli zasijati v svojem šampionskem sijaju. Najprej jih je tista poškodba Kleja Thompsona zasenčila, nato še trade Davisa v Lakers in kar naenkrat je draft že tukaj in Toronto je čisto pozabljen. Ampak tako kot si rekel, NBA nikoli ne spi in tudi poleti imamo ves čas dogajanje. Ne, nikoli, 24 ur po tem, ko smo zvedeli, da je Toronto prvak, je že udarila novica kot strela z jasnega, sicer pričakovana, vendar zato nič manj sočna. To, da se Anthony Davis seli, da je prišlo do menjave, pričakovane menjave med Lakersi in Pelicani, ter da bo Anthony Davis top 5 igralec lige nedvomno, po mnenju nekaterih celo top 3, v vsakem primeru na vrhuncu zadnje 2-3 sezone, najboljši center, ko govorimo o napadu in obrambi. Ta Anthony Davis bo kariero nadaljeval skupaj z drugim top 5 igralcem, do lani še po lanski končnici še najboljšim igralcem lige. Letošnjo sezono ga je nadomestil v tem trenutku Kawhi Leonard. Ali bo tako tudi prihodnjo sezono, ali bo LeBron James še zadnjič poskušal dokazati, morda preden res leta dajo svoje, da je tisti najboljši igralec lige. Dva top 5 igralca sta skupaj v Los Angelesu in o tem bova kaj rekla malce kasneje, ampak deva najprej začeti, Marko, z draftom, se strinjaš? Strinjam se. Ja, če začnemo z draftom, začnemo z Zion Williamsonom, o katerem smo povedali že ogromno in katerega tisti, ki spremljajo NBA, niso mogli spregledati. Ja, Marko, v Zionu Williamsonu sem jaz na našem Facebooku NBA Slovenija začel pisati že pred začetkom te zadnje NCAA sezone. Skupaj z RJem Barrettom je bil on že pred začetkom te sezone glavni kandidat za prvi izbor na letošnjem draftu. Letošnjem draftu, ki, to je treba verjetno Marko povedati, ni tako kvaliteten, kot je bil lanski. Niti približno ni tako globok. Na njem so, ko govorimo o tistih igralcih s super zvezdniškim potencialom, s potencialom igralcev, ki lahko spremenijo tvojo franšizo, ki so lahko prva opcija v šampionski ekipi, v ekipi, ki se bori za naslov prvaka. Takih igralcev na tem draftu verjetno 2, pogojno 3, predvsem pa samo 3 igralci, pri katerih bomo lahko morda že naslednjo sezono govorili o nekem konkretnem učinku, vplivu na igro. Za razliko od lanskega drafta, kjer je bilo med prvo deseterico, koliko, Marko, 6-7 takih igralcev? Jaz bi tako rekel, v naslednjih 5 letih bo po mojem vsaj 5-6 igralcev iz tega drafta All Stars. Poleg seveda Luke Dončića, Treja Younga, DeAndreja Aytona, Marvina Bagleyja, Jarena Jacksona, je kar nekaj igralcev, ki so bili recimo izbrani nižje, niso imeli tako velike vloge, recimo v pretekli sezoni pa imajo dober potencial. Shai Gilgeous-Alexander pri Clippersih recimo je že tak primer. Tudi Landry Shamet, ki so ga Sixersi tradali v Clippers, je še en igralec z precej visokim potencialom, morda ne z all-star potencialom, ampak samo primer igralca, ki je bil izbran precej niže, pa je recimo lani že prispeval konkretno k 2 zmagovitima ekipama, Filadelfiji, in potem, ko se je preselil še pri Clippersih, tudi dobro igral. Celo nek Alonzo Trier, recimo, ki sploh ni bil izbran na draftu lani, je za New York dobro igral, na koncu bil 8. najboljši strelec med laskoletimi ruki in že spet sploh ni bil izbran na draftu med 60-terico. Tako da letošnji draft ne bo tako dober, ampak tisti najboljši igralec na letošnjem draftu, Zion Williamson, Zion z biblijskim imenom, s preroškim imenom, ki mu tudi napovedujejo, tako preroško napovedujejo res neverjetno kariero. Zion, ki je po LeBronu Jamesu, tukaj ni nobenega dvoma, najbolj nahajpan ameriški prospekt. Pravzaprav mnogi trdijo, da je Zion Williamson najbolj nahajpani draft prospekt vseh časov. Najbolj nahajpani, medijsko najbolj podpirani
podprti in strani navijačev najbolj pričakovani draft prospekt vseh časov. Predvsem zaradi tega seveda, ker v preteklosti, tudi ko je bil LeBron izbran na draftu, še ni bilo družbenih medijev, internet je bil še bolj v povojih, družbeni mediji pa praktično neobstoječi. LeBron James ni igral na koledžu, za razliko od Williamsona. In če bi LeBron igral v koledžu in bi verjetno bil tudi boljši od Ziona, bi bil bolj nahajpan. Nedvomno je tudi to en pomemben faktor, namreč v Ameriki je študentska NCAA košarka izjemno gledana. Tekme Duka, kjer je igral Zion preteklo sezono, so bile bolj gledane kot mnoge NBA tekme. Tekme si v živo ogledala cela vrsta zvezdnikov iz sveta športa, iz sveta zabave. To je tam tako velik dogodek, kot recimo NBA tekme. Res neverjetno pozornost medijev in tudi javnosti zahtevajo. Duke je znana velika univerza, ena izmed najbolj popularnih. Trener je tam legendarni Mike Krzyzewski, nekdani trener ameriške reprezentance, sedaj ga bo na svetovnem prvenstvu nadomestil Greg Popovich. Duke pa je preteklo sezono sestavil res v teh študentskih okvirih super zvezdniško ekipo, pobral 4 od recimo 7-8 največjih talentov, ki so se lani podali iz srednje šole na college, na univerzo. Tudi sedaj na draftu med prvo trojico, na letošnjem draftu, sta bila izbrana 2 igralca Dukea, poleg Ziona Williamsona na prvem mestu, še na tretjem mestu RJ Barrett. Med prvo deseterico, konkretno na 10. mestu, je bil pa izbran še en igralec Dukea v pretekli sezoni, Cam Reddish, torej 3 igralce od prvih 10 na draftu, 2 igralca med prvimi 3 je za eno študentsko ekipo skoraj da nekaj brez precedensa. Ko govorimo o NCAA košarki, se je treba zavedati, da samo 2% NCAA igralcev dobi priložnost, da zaigra v NBA ligi, recimo. Tako da najboljši igralci zelo poredko igrajo proti igralcem, ki bodo prav tako izbrani na draftu, in nikoli ne igrajo proti ekipam, ki bi imele recimo 3 igralce med najboljšo desetericom ali pa 2 igralca med prvo trojico, kot je imel recimo Duke. Duke je res imel super zvezdniško ekipo, vendar Duke na koncu ni prišel na Final Four turnir, podlegel pred zadnjo stopničko, podlegel pritisku, podlegel temu, da so imeli sicer izjemno nadarjeno prvo peterko, igralce, ki so bili izbrani na draftu, vendar igralce, ki so tehnično in kot ekipa funkcionirali precej slabše kot nekateri manj talentirani igralci, ki so bili dlje časa skupaj. Vendar, kje bi ti Ziona umestil med recimo temi najbolj nadarjenimi draft prospekti po LeBronu, kako bi ti ga rangiral, bi ga dal pred Luko, za Luko? No, kar se tiče primerjave Williamsona in Dončića, sem naredil anketo pri enih NBA navijačih, torej ameriških, pa tudi po večini drugih forumov, no, če odštejemo tistega od Atlante, normalno, ne. In prav nobenega dvoma ni bilo, da je velika večina bila za Dončića. In mislim, da imajo prav, glede na to, da je Dončić že pri 16 bil bolj kompleten igralec, kot je Williamson zdaj. Williamson, kljub temu, da je nahajpan, ima še vedno kar nekaj lukenj v svoji igri in tudi ni igral proti takšni konkurenci, kot je igral Dončić. Je zate potem takem Luka največji talent po LeBronu Jamesu, ki je prišel na draft? Zdaj, ko govorimo o največjih talentih, moramo vedeti, da sta bila tudi vmes Davis pa Durant. Jaz bi mogoče Dončića postavil tam z Davisom, kot največjim talentom po LeBronu. Durant recimo, seveda je najboljših igralcev trenutno, ampak takrat ni bil takšen talent, da bi lahko rekli, da je bil tako nahajpan kot LeBron ali kot Zion Williamson ali pa kot Davis, ne, ampak ja. Pri Durantu je bilo kar veliko vprašanj, ko je prišel na draft, bil je izjemno suh, še bolj suh, kot je zdaj, se je še vedno zelo suh, seveda pri svoji višini, da se lahko giba kot branilec, niti ne more imeti kakšne velike mišične mase, ker bi ga to hitro upočasnilo, ampak je res tak zelo specifičen igralec, in ko je recimo bil na tem draft kombajnu, kjer opravijo meritve pred draftom, ni mogel benčati 80 kil.
No, mislim, ni mogel 10 ponovitev benča z 80 kilami narediti, kar je za takega igralca pri njegovi višini, kot rečejo Američani, to je sprožilo red flagse, rdeče zastave, alarme, če tako rečem, pri mnogih. Ja, je bilo veliko vprašanj glede Duranta, predvsem kako bo fizično zmogel igrati v ligi. Ampak, Marko, moram reči, da se strinjam s tabo. Mislim, da je LeBron James po Michaelu Jordanu največji talent, ki je prišel v ligo. Ko govorimo potem, ko je LeBron James prišel v ligo, se strinjam s tabo, da je Anthony Davis bil drugi največji talent na draftih izbran. In ta dva največja talenta, recimo tega tisočletja, dva najbolj nadarjena igralca, dva v tem trenutku top 5 igralca, bosta igrala skupaj, to sem napovedal že na začetku, o tem bomo več kasneje, ampak še ena taka nit, ki veže LeBrona in Davisa. Ampak za Davisom je pa Luka Dončić zame, tudi jaz bi ga dal na 3. mesto največjih talentov, najboljših prospektov, igralcev z največjim potencialom, tistih, ki najbolj oziroma največ obetajo. Dal bi ga pred Ziona in nato Ziona na 4. Durant. Ja, pa mogoče še Karl Anthony Towns in Embiid. Karl Anthony Towns, Embiid, tudi dva odlična prospekta in seveda, ko govorimo o prospektih, ne govorimo o teh igralcih sedaj. Govorimo o tem, kako smo na njih gledali v trenutku, ko so prihajali v ligo, ko so vstopali v ligo, kakšne projekcije, napovedi smo takrat dajali glede na to, kaj so pokazali predtem. In glede na to, kaj je do sedaj pokazal Zion, recimo Marko, jaz ga ne bi mogel dati pred Luko. Ja, ena takšna lepa predstava o temu, kakšna razlika med Williamsonom pa Dončićem. Predstavljamo si, da bi namesto Dončića igral v Realu proti vsem drugim ekipam z odraslimi igralci in ne tistimi, ki igrajo v koledžu, Zion Williamson, ki ima velike težave pri igranju na postavljeno obrambo, ker je obramba bolj zgoščena, igra bolj počasna. Jaz mislim, da se Williamson enostavno ne bi znašel v takšni obrambi ravno zaradi tega, ker ima toliko lukenj v svoji igri. In Luka je tukaj enostavno res veliko, veliko boljši. Ne rečem, Williamson se bo mogoče v 2-3 letih izpopolnil, sigurno se bo, ampak v tem trenutku ne moremo reči, da je boljši, bolj kompleten igralec od Luke. In če že delamo ves čas primerjavo v napadu, moramo tudi reči, seveda, da je Williamson dosti boljši igralec v obrambi in tukaj ima prednost pred Lukatom, ampak toliko zgubi proti njemu napadu, da bi še vedno dal Lukata malo pred njega. Ja, Marko, jaz bi se strinjal s tabo. Zion je povsem drugačen tip igralca kot Luka. Podobno sta visoka, Luka je celo 2, 3, 4 cm višji, no. Zion ni 200 cm, 199 preko 200 v supergah, ampak komaj. Tako da je nekaj centimetrov razlike med njima. Zion je skoraj da 130 kg težak, neverjetno eksploziven, neverjetno močan. Na Duku je imel izmerjen odriv preko 120 cm pri 130 kg in približno 200 cm. Predstavljate si sedaj to bombo, ta paket, to škatlo mišic, to živalsko eksplozivnost. Čakaj, Matej, torej, če je koš visok 3,05 cm, pa on skoči 120 plus 2 metra, torej pogleda dejansko 20 cm čez obroč. Glavo dvigne nad obroč. Glavo 15, dvigne nad obroč. Ja, konkretno lahko vidiš pri določenih odrivih, da pogledaš čelom, celotno čelo, nekje eye to eye z obročem, kar je to meni 10, no ja, morda ne toliko, ampak smo tukaj nekje, je ta matematika kar blizu, Marko. Dejansko, ko roko še dvigne, je tam nekje do vrha table se lahko dotakne. Po mnenju mnogih gre za še boljšega atleta, kot je bil LeBron James. Vemo pa, kakšen izjemen in neverjeten atlet je LeBron James. Bolj eksploziven, hitrejši, ne tako visok, ampak v vseh teh osnovnih atletskih kategorijah malce prekaša celo LeBrona.
Ja, Matej, pri Lebronu me je vedno očaralo, kako zna uravnotežiti moč in hitrost in hkrati nobene poškodbe res ne doživeti do letos. In pri Zionu ravno to pravijo, da bo mogel malo shujšati, zato da lahko ima dolgo kariero, ker s takšnimi kilami in s toliko driva, s takšno eksplozivnostjo lahko konča mogoče celo kot kakšen Derrick Rose. Mislim, seveda upamo, da ne, ampak... Pogledal sem izmerjeni odriv na Duku, je imel 45 inčev, to je 114,3 cm, oziroma, vsaj berem citat, he broke Duke's vertical machine at 45 inches. Tako da preskočil je to, ne vem, ne gre više. Recimo eno njegovo zabijanje v zadnji sezoni je bil 360 fast break dunk, pri katerem je recimo pri 360 zabijanju, torej 360 stopinskem obratu, je s čelom pogledal z glavo, pogledal čez obroč. Tako da, če se lahko obrne za 360 stopinj in pogleda konkretno čez obroč, predstavljaj si, kaj bi lahko samo z direktnim odrivom naredil. Res je neverjeten atlet. Pri Zionu pričakujejo, da bo igral, tako kot je Luka igral zadnjo sezono, morda glede na hype, ki se je ustvaril, še bolje, Marko. Če povem po pravici, jaz mislim, da Zion ne bo imel tako dobre statistike kot Luka. Moramo najprej videti, kakšno ekipo okoli njega bodo zgradili New Orleans Pelicans, ampak brez meta si je težko narediti toliko prostora, da dosegaš po 22 točk na tekmo. Glede na to, kako sedaj gradijo ekipo, bo verjetno v prvi peterki manjkal kakšen ostrostrelec ali dva ali pa trije, ki bi lahko mogoče malce odprli prostor za Ziona, ker namreč Zion je igralec, ki potrebuje prostor. Ti si že omenjal na postavljeno obrambo v Evropi, kako bi seveda imel precej večje težave kot jih je imel Luka in kako seveda ne bi mogel igrati tako kot Luka. Jaz sem dejal, gre za drugačnega igralca. Gre za igralca, ki ima precej visok košarkarski IQ. To je treba povedati. In ko ima malce prostora, če mu žogo podaš v protinapadu, dobro vodi žogo, dovolj dobro, zna tudi podati v protinapadih, najti recimo same soigralce, podati lobe, podaja od parketa, na različne načine zna v tranziciji morda celo malce organizirati kakšen napad, ko je seveda igra odprta. Ampak na postavljeno obrambo pa ne vodi dovolj dobro žoge, nima dovolj dobrega meta, nima dovolj dobre tehnike, konec koncev tehnike zaključevanja pod obročem ali pa tehnike zaključevanja iz razdalje. Njegov met iz razdalje ima met sicer, ampak ima postavljen met, catch and shoot met, lahko včasih zadane kakšno trojko, je zadev v koledžu, ki je bliže kot tudi evropska trojka in mislim, da prvo sezono v NBA še ne bo catch and shoot metov, torej takoj po sprejemu, ne bo uspešno zadeval oziroma ne bo imel dovolj visokega procenta, ampak mislim, da z leti lahko razvije en catch and shoot uspešen met, ko ga ne boš smel pustiti samega na trojki. Naslednjo sezono pa mislim, da temu še ne bo tako. On je na koledžu dominiral, bil tako uspešen predvsem zaradi svojih fizičnih predispozicij. Bil je večji, močnejši, bolj skočen od vseh ostalih igralcev, pri 130 kg, tudi najtežji. V NBA ligi bo naslednjo sezono le en igralec težji od njega, Bobby Marjanović, ki je pa preko 220 cm visok. To je edini igralec, ki bo težji od Ziona Williamsona. Ampak Zion kljub temu z močjo in fiziko ne bo mogel na tak način dominirati v NBA ligi, kot je lahko na koledžu, Marko. Matej, se strinjam, če se spomniš, je Luka rekel, da je v NBA še celo lažje dosegati točke kot v Evropi. Zion bo pa verjetno spoznal, da to velja ravno obratno, ko primerjamo koledž in NBA. College igra je bolj podobna evropski košarki, pravila so bolj podobna FIBA-nim pravilom kot NBA pravilom, vsaj kar se tiče recimo obrambe v coni, pravila 3 sekund in je seveda igra precej bolj odprta. To naj bi sicer ustrezalo Zionu, vendar je pa tudi res, da so seveda igralci višji, hitrejši, močnejši in Zion ne bo mogel na tak način fizično dominirati, kot je lahko v koledžu, ampak
Zion je recimo na koledžu to zadnjo sezono skoraj da 23 točk povprečje ob skoraj 70% metu iz igre, 68% metu iz igre, 9 skokov, 2 podaji, 2 ukradeni žogi, 2 blokadi skoraj. Obramba je, to si pa tudi ti že omenil, tisto, kjer blesti, ko govorimo o njegovih težavah, pomanjkljivostih v napadu, v stvareh, ki jih bo mogel še izboljšati, predvsem seveda tehniko vodenja žoge, ampak on bo mogel tudi tehniko pod košem izboljšati, centrsko tehniko, ker že spet, on je v koledžu tudi pod košem v protinapadih preprosto dominiral svojo fiziko. Za njega recimo Duke ni igral nobenih akcij, za njega niso imeli narisanih akcij in to je tisto, kar je na nek način tudi precej impresivno oziroma impozantno, da je dosegal 23 točk na tekmo, bil najboljši strelec ekipe, kljub temu, da recimo ni bilo zanj narisanih nobenih akcij. Vse točke je on dosegel recimo po ujetih skokih v napadu, putbackih, ukradene žoge v protinapadih, akcij, tako kot recimo za RJ Barretta, ki je igral z njim, v Dukeu ni bilo. In če imaš igralca, ki ne potrebuje žogo v napadu, da dosega točke, in na drugi strani v obrambi, tako kot Draymond recimo, ve kdaj podvajati, ve kdaj prevzemati, ve kdaj pomagati iz šibke strani, tam kjer ni žoge, to res dobro počne. Če bo to nadgradil še z igro v napadu, izpilil tehniko, izboljšal vodenje, izboljšal met, izdelal neko tehniko pod dobročem, izboljšal prodore, polaganja, če mu vse to uspe, potem bo res lahko nekoč eden izmed najboljših igralcev lige, vendar do tam je še daleč in ga čaka še veliko dela. Vendar v Pelikanih sedaj gradijo ekipo okoli njega, vsi te Lakersi, ki so jih pripeljali, bodo podrejeni njemu, ampak morda preden greva, Marko, na tale trade z Lakersi, ki ga seveda lahko navežemo na Pelikane, bi morda rekla še kakšno besedo o preostalih pikih, morda predvsem o drugem piku Ja Morantu, pa seveda, če imaš ti še kakšno stvar, ki bi jo o Zionu povedal, preden greva na Ja Moranta in ostale stvari. Jaz bi šel kar na Ja Moranta, če nimaš nič proti, kajti o Zionu smo res že veliko povedali. Ja Morant je 191 cm visoki organizator igre iz majhne, malo znane šole Murray State, ki je igrala v precej šibki ligi in zato tudi nobeden ni vedel, kako se bo Morant obnašal v eni takšni bolj močni ligi oziroma na zaključnem turnirju in kasneje tudi v NBA-ju. No, pokazal je, da sodi med največje talente, čeprav je samo 2 tekme odigral, v zaključnem turnirju jih je odigral zelo dobro. Je najboljši podajalec na draftu, če bi bil recimo v lanskem draftu, bi bil za Luko in Trae Youngom, soliden tudi za 3 in zelo, zelo atletski, kot malo manj mišičast Russell Westbrook. In z njim gleda Memphis v prihodnost, kajti v Utah Jazz so poslali Mikea Conleya in zdaj na Morantu in Jaren Jacksonu gradijo novo ekipo. Jaz bi tukaj povedal samo to, da recimo z izjemo Ziona Williamsona za primerjavo, morda za perspektivo, Ja Morant na lanskem draftu ne bi bil izbran med prvo peterico. Ne bi bilo pa nič čudno, tudi če bi padel še za kakšno mesto ali 2, 7, 8, torej med 5 in 8 mestom nekje bi bil izbran Ja Morant na lanskem draftu, RJ Barrett pa verjetno tam nekje med 8 in 10 mestom. Za primerjavo, to so pa prvi 3 piki letošnjega drafta. Zion, če bi združil oba drafta, lanskega in tega letošnjega, bi bil Zion Williamson brez dvoma izbran tudi na lanskem draftu na prvem mestu. To so sedaj predvidevanja, to so sedaj projekcije, bomo pa videli, če se bo to tudi na koncu izkazalo za resnico, Marko. To pa lahko zaenkrat le ugibamo, da to je pa vedno na draftih, na koncu gre za loterijo od začetka do konca. Tako je. V vsakem draftu se najde kakšen igralec, ki je bil spregledan na začetku in čez par let izpade kot zelo, zelo dober in verjamem, da bomo kakšnega takšnega dobili tudi tukaj.
Ja, tem bomo nedvomno še govorili. Zdaj pa, Marko, se lahko naveževa na tale trade seveda med Lakersi in Pelicani iz New Orleansa, ki se je napovedoval, ki je pravzaprav raztresel celotno ligo tam med zadnjim februarskim prestopnim rokom, uničil kemijo v slačilnici Lakersov. Temu so potem sledile številne obtožbe vodilnih v Lakersih, vse mogoče spletke, spori, res kot neka telenovela, kaj so že te žajfence, Marko, ki so na televizijah, vse spominja na eno izmed teh patetičnih žajfenc, ki jih je seveda kot dreka. Matej, pazi, mogoče nas posluša kakšna ljubiteljica žajfnic. Dvomim, ampak če pa nas, potem so pa zagotovo našli dovolj materijala za zabavo ravno pri teh Lakersih, ki so skoraj da že razpadli, vse kazalo, da razpadli seveda ne bojo, ampak govorim, mediji so jih povsem že skoraj da raztrgali do konca, razkrile so se še zadnje najbolj umazane podrobnosti delovanja znotraj Lakersov, kako Ginny Bass, hčerka legendarnega doktorja Jerryja Bassa, mnogi pravijo najbolj uspešnega lastnika profesionalnih moštev v zgodovini Združenih držav. In glede na vse naslove, ki so jih Lakersi osvojili pod njegovim vodstvom, če tako rečem, je to verjetno tudi res, odkar pa je preminil tam 2011, 2013, nekaj takega, od takrat naprej niso bili niti v play-offu Lakersi. In to seveda ogromno pove in ko so šli v tisti rebuild pred leti, se je zdelo, da bodo šli v izgradnjo nekega novega, mladega moštva, vendar tako kot Lakersi vedno naredijo, so seveda vse tiste njihove mlade, nadarjene igralce zdaj zamenjali za Anthonyja Davisa, predtem pripeljali še LeBrona Jamesa. In tako kot so vedno v preteklosti Lakersi gradili okoli 2 zvezdnikov, bodo tudi sedaj zgradili moštvo okoli 2 zvezdnikov. Čeprav, Marko, tukaj je ogromno neznank, Kanada. Ja, Matej, če najprej pogledamo imena, ki gredo v New Orleans Pelicans oziroma igralce, to so Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, pa 4. izbor na letošnjem naboru in še 3 drugi izbori, ki bodo na voljo Pelicansom v prihodnosti v naslednjih 3 letih. Zato, ker je ta 4. izbor bil tradan v Atlanto, bo menjava izvedena 6. julija, trenutno pa ni najbolj jasno, ali bodo imeli Lakersi dovolj denarja na voljo za prostega agenta, kot je Kawhi ali pa Butler ali pa Irving, ki bodo zahtevali max pogodbo, ali pa bodo imeli nekje med 23 in 27 milijoni. To bomo videli najkasneje 6. julija, seveda. In od tega bo seveda tudi odvisno, kako bodo Lakersi potem naprej gradili, ali bodo pripeljali še enega od teh zvezdnikov prve kategorije oziroma prvokategornikov, če temu tako rečem, med prostimi igralci. Kawhi se je celo nekaj omenjal. Kawhi zdaj drži v rokah vse karte, on morda z odhodom lahko ustvari novega kandidata. Rekla so, povsem na začetku, liga je naslednjo sezono povsem odprta in če gre Kawhi v Clippers, so Clippersi naslednjo sezono seveda kandidati za finale zahodne konference in zato, da na koncu tudi pridejo iz zahoda v veliki finale. Ali pa če gre Kawhi v New York Knicks, če gre k Netsom, omenjajo se tudi Lakersi, če seveda Lakersi ustvarijo dovolj prostora v capu, vendar že tako ne bodo imeli veliko denarja na razpolago za preostale igralce. Ampak če pa podpišejo še enega zelo dragega igralca, pa ne glede na to, ali bodo imeli zdaj 24 ali 32 milijonov dolarjev na razpolago, globoke ekipe ne bodo imeli, da ne bom preveč kompliciral. Globina bo, že sedaj je to jasno, njihov problem naslednjo sezono. Nedvomno bodo Lakersi z Davisom in LeBronom, če ostaneta zdrava, seveda kandidati za finale konference in na koncu tudi veliki finale. Ampak če se eden od njih poškoduje, bo lahko že problem, ker seveda ne bodo imeli denarja za kaj drugega, kot si sam povedal. Pravzaprav so tradali vse njihove igralce, zadržali so Kuzmo. Kuzma je edini, ki bo ostal od tega mladega jedra. Verjetno bodo zato, da lahko naredijo čim več prostora v capu, v proračunu za prihod novih igralcev izkušenih, zamenjali še tista 2, preostala 2. Pravzaprav zdaj imajo samo 5 igralcev pod pogodbo. Skratka, celotno njihovo mladost, vsta talent, prihodnost so zdaj postavili na kocko. Vse bo odvisno od LeBrona in Davisa. To bo jedro
upajo seveda šampionske ekipe in potem, ko LeBron čez 2-3 leta ne bo mogel več igrati na tem nivoju, 3 leta ima še pogodbo, to je verjetno njegova zadnja pogodba, potem bo pa Davis, ki je še dovolj mlad, star je 26 let in bo še vedno v najboljših letih, tudi čez 3 leta, bo on potem prevzel v roke dirigentsko palico franšize in bil vodja tega moštva. To je cilj Lakersov, to je njihov namen. Je pa seveda zdaj vprašanje, kdo je v tem tradu več dobil, kdo je bolje končal. Midva sva govorila danes že o Davisu kot tistem drugem največjem talentu za LeBronom. Res je izjemen visoki igralec, izjemen obrambni igralec in izjemen napadalni igralec. Pri 212 cm višine in še precej višjem, še precej daljšem razponu rok zna pravzaprav vse. Zna zadeti od daleč, pod košem ima popolno centrsko tehniko, zna tudi prodreti pod koš, recimo iz črte za 3 in v obrambi lahko pokrije položaje od 1 do 5, prevzame celo kakšne nižje igralce, ima dovolj dobro lateralno hitrost, dovolj hiter je, da lahko pokrije brez težav tudi nižje igralce, tudi tiste najbolj eksplozivne in proti njemu ne boste prišli do lahkega polaganja v izolaciji 1 na 1. Skratka, izjemen igralec, če naredimo samo primerjavo z Zionom Williamsonom, in je zanimivo, res je ogromno takih rdečih niti, Marko, pri vseh teh menjavah in tradih in draftu, namreč Pelikani so imeli potem takem 2 od 3 največjih prospektov v zadnjih 20 letih. Na začetku, ko so govorila o največjih prospektih, sva rekla LeBron, Davis, potem za naju seveda sva se strinjala Luka Dončić, ampak za Američane je pa LeBron, Zion in potem Davis ali pa LeBron, Davis, Zion. Ampak ni Luka na prvih 3 mestih za Američane. Zaradi tega res upam, da bo Luka naredil tisti preskok naslednjo sezono in res pokazal, da ima super zvezdniški potencial, v katerega še vedno mnogi dvomijo. Ne nazadnje, če se že navežem na Lakerse, eden izmed novih pomočnikov, Lionel Hollins, nekdani trener Memphisa, nekdani trener Netsov, pri Lakersih eden izmed pomočnikov Vogla skupaj s Kidom. Lakersi so sestavljali res tako močno trenersko ekipo. Je recimo tam kakšen mesec nazaj v enem intervjuju, radijskem intervjuju, ko so ga vprašali za Luko Dončića, dejal, Luka Dončić, to je samo prazno polnjene statistike, Trae Young je zame zmagovalni igralec, bo boljši igralec čez par let, Luka, on je pa samo filov statistiko na koncu sezone. Res tako zelo zaničevalno, dvomov je še vedno ogromno in Američani Luko ne bi postavili med te 3 največje prospekte, medtem ko pa Ziona in Davisa pa so in Pelikani so imeli oba očitno pogoreli z Davisom. Davis je zahteval trade, Davis je želel oditi, ker okoli njega v teh letih niso mogli zgraditi zmagovitega moštva. Vemo, njihova poteza, poizkus z DeMarcusom Cousinsom je bil verjetno ravno tisti zadnji obupan poskus, da bi zadržali Davisa, potem pa seveda poškodba Cousinsa in vemo, kako se je to zdaj nadaljevalo in končalo v zadnji sezoni, ampak Pelikani bodo sedaj imeli novo priložnost z Zionom Williamsonom in če bodo tudi to zakockali, bodo zakockali 2 izmed največjih talentov, ampak zdaj imajo novega generalnega direktorja, Marko. Res je, to je generalni direktor, ki je zelo povšeči LeBronu, bil je tudi direktor, ko je LeBron zmagal naslov v Clevelandu, to je David Griffin in verjamem, da bo naredil verjetno boljše delo kot Dell Demps. Prej si govoril o temu, kdo je zmagal v tem draftu, Lakersi ali Pelikansi. Mislim, da je bila to zmaga za oba kluba, kajti vsak je dosegel točno tisto, kar je želel. Prvi je postal eden izmed favoritev za finale NBA lige naslednje leto, drugi pa je dobil dovolj mladih igralcev in tudi izborov na draftu, s katerimi bo obkrožil Ziona Williamsona in upajmo boljše končal kot z Davisom. David Griffin, ko je podpisal pogodbo z Pelikani, prevzel vodenje moštva, so dobili prvi pik na draftu, so zadeli Ziona in kot si dejal, okoli Ziona bodo sedaj gradili. Lonzo Ball, Ingram, Hart, 3 dobri roleplayeri, solidni roleplayeri, 3 igralci, ki znajo igrati žogo, predvsem seveda Ball in Ingram. Na draftu so izbrali še Jacksona Hayesa.
pick and roll centra, ki zaključuje pod obročem, centra, ki nima meta iz razdalje. Torej, Zion, Ball, Ingram in morda še Hayes, kot kaže, bo njihova prva peterka, skupaj z Jrue Holidayem, če ga bodo obdržali, ki ima soliden met za 3, vendar tudi to ni tista njegova največja prednost. Kot kaže, bo pa najboljši ostrostrelec v tej prvi peterki, če bo to seveda njihova prva peterka, in vsi bodo zgostili obrambo pod obročem in potem bo imel seveda Zion neprimerno več težav. Predvsej bolje bo zgledal, če ga bodo obkrožili s kakšnimi ostrostrelci, ki bodo malce odprli prostor in bo on v tranziciji lahko 1-na-1 reševal stvari. Na tak način lahko on naslednjo sezono kar uspešno polni koš, če bodo igrali hitro poletno košarko, če bo grizel v obrambi in pokazal ta potencial, ki ga obeta v obrambi, in obrambno bodo Pelikani res bolje odličen obrambni igralec, Ingram je odličen obrambni igralec, recimo Luka je imel ogromno težav z igranjem proti Lakersom v pretekli sezoni, ravno zaradi tega, ker sta se Ball in Ingram izmenjevala na njemu skoraj da celo tekmo. Mislim, da od 4 tekem je imel, oziroma od 3 tekem je imel 2 podpovprečni, precej pod svojim povprečjem, in sta ga Ingram in Lonzo Ball in tudi Hart občasno ga je prevzemal, vsi 3 odlični obrambni igralci, in so mu povzročali res veliko težav. Mislim, da sem videl statistiko, da na tistih 2 slabših tekmah, ko ga je pokrival Ingram, Luko namreč, je Luka iz igre metal, mislim, da 2-12 na 2 tekmah skupaj. Tako da obrambno izjemno obeta, mlada, obrambno naravnana peterka, ampak potrebujejo nekaj strelcev v napadu. Tako da, Marko, tako kot Lakerse, tudi Pelikane čaka še nekaj manevriranja, izgradnje ekipe, dodajanja določenih igralcev, ampak tako kot si ti rekel, zaenkrat sta obe ekipi dobili tisto, kar sta želeli. Kaj boste pa iztržili, tako kot vedno bomo lahko ocenjevali dokončno trade, čez kakšno leto, 2, ampak Pelikani začenjajo z nule zopet in delujejo predvsej nevarni. Moram reči, da, Marko, ko gledam tole Dallasovo divizijo, namreč Houston Rockets, San Antonio Spursi, Dallas, Memphis in New Orleans. Memphis je pa še ena ekipa, ki začenja znova. Tradali so Marka Gasola že med sezono, sedaj tradali še Conleyja v Utah in na draftu izbrali Ja Moranta, si ga že omenil, povedal o njem dovolj vsekakor. Lani pa Jarena Jacksona, ki je bil meni bolj všeč med centri kot Ayton, recimo. Jaz sem ga imel na moji lestvici pred Aytonom, zaradi tega, ker ustreza tem modernim zahtevam centra. Odličen v obrambi, lahko prevzema položaje, dober v obrambi pick and rolla, prevzema recimo celo od 1 do 5, ne tako dobro kot Zion, mislim, da ima Zion večji obrambni potencial, ampak Jaren Jackson je pa malce pod tem, še vedno je odličen. Na drugi strani pa lahko zadeva trojke. Eno tekmo proti Lakersom je recimo odločil step back trojko proti LeBronu, ko ga je LeBron prevzel. Na koncu sicer tudi težave s poškodbami in statistično morda ne zgleda tako dober, kot ga sedaj jaz hvalim, ampak jaz mislim, da ima potencial večji od Daytona iz Phoenix Sunsov. Morda ne bo na koncu njegova statistika izgledala tako dobro, ampak mislim, da bodo njegove ekipe bolj uspešne kot pa tiste zgrajene okoli Aytona, če tako rečem. Skratka, Memphis in New Orleans sta zdaj 2 mladi ekipi, ki se bosta povsem enakovredno v prihodnosti verjetno borili z Dallasom, oziroma obetata ogromno, tako kot Dallas z Dončićem in Porzingisom. Marko, ne bi bilo verjetno nič čudno, če bi čez 5 let recimo govorili o Ja Morantu in Jarenu Jacksonu kot recimo v enem izmed boljših tandemov v ligi, ali pa recimo Zionu Williamsonu in recimo Ingramu ali Ballu, če storita korak naprej kot v enem mladem jedru. Pelikani imajo še ogromno manevrskega prostora.
letos lahko povsem še spremenijo ekipo, okrepijo ekipo, namreč celo kopico pikov imajo oni še vedno v svojem arsenalu. Tako da ogromno stvari še ne vemo in letošnji prestopni rok se je začel s to eksplozijo oziroma s to menjavo med Lakersi in Pelicani takoj po praktično osvojitvi naslova Toronta in do sedaj največji trade je nedvomno bil tale med Pelicani in Lakersi, vendar Marko tudi trade Conleyja v Utah za Graysona Allena, še en, jaz bom rekel, perspektiven mlad igralec, lanski draft pick, ki je tako mimo grede bil po številu točk na eni tekmi drugi najboljši za Trejom Youngom med drugi lansko sezono, je dosegel 42 točk na zadnji tekmi sezone. Tudi perspektiven, nadarjen igralec, ki je prav tako na Dukeu igral, ki sva ga danes že omenjala. Te univerzi, potem še veterana Kyla Korverja, njega vsaka ekipa lahko še vedno ponuca za tistih nekaj minut, lahko zadane kakšno trojko še vedno na tistem veteranskem minimumu in Jay Crowder, vemo, koristen obrambni igralec, krilo, lahko zadane kakšno trojko, 3&D, recimo temu krilo. Najbolj pomemben je pa seveda Mike Conley, ki bo nadomestil Rickyja Rubija v Utahu in ki bo skupaj z Mitchellom tvoril enega izmed bolj zanimivih branilskih tandemov v NBA naslednjo sezono. Mike Conley je preizkušen, dober igralec, če bi bil na vzhodu, bi bil verjetno tudi kdaj All-Star, v zahodni konferenci je konkurenca previsoka, vendar boljši od Rubija, boljši v napadu, lahko zadane vdaleč, lahko igra tudi brez žoge, kar Rubio ne more, v obrambi pa tudi zelo dober in koristen, prav tako kot Rubio, tako da Utah Jazz se je ukrepil in o tem tradu bomo zagotovo še govorili. Na današnji večer, recimo, je bil tudi Šarić tradan v Sanse, iz Sansov TJ Warren v Indiano, še nekaj drugih tradov, ko sem že govoril o vseh teh dilih, ogromno jih je bilo in vse to bomo še analizirali podrobno v prihodnjih podcastih. Zdaj sva hotla samo tiste glavne stvari. Bi ti še kaj povedal, Marko? No, jaz bi samo še eno zanimivo menjavo povedal, sicer zelo majhna menjava, gre za Aarona Bainesa, bivšega centra Olimpije, če se ga spomnite, ki mu je Danny Ainge, torej glavni direktor Bostona, rekel, ne bomo ti dali nove pogodbe, rajši podaljši še za eno leto to malo manjšo pogodbo in bomo naskakovali prstan. Na to, ko je bilo jasno, da bo njihov glavni center odšel, Al Horford, mu je povedal, no, zdaj bomo pa našli zate eno zelo dobro ekipo, kamor te bomo tradali in boš lahko tam naskakoval prstan. In traden je bil v Phoenix Suns. To se mi je zdelo zanimivo, ker je Danny Ainge podobno naredil tudi z Isaiah Thomasom, če se spomnite. Ja, Celticsi so pa lep pokazatelj tega, kako hitro se stvari spreminjajo. Pred enim letom še verjetno tisto najbolj perspektivno moštvo, tisto moštvo, za katero so vsi, če ne vsi, pa velika večina analitikov in spremljevalcev lige NBA pred začetkom zadnje sezone menili, da so oni tisti, ki bodo lahko izvali Golden State Warriors za naslov prvaka, se z njimi pomerili, bili tisto moštvo, ki bi prišlo iz vzhodne konference v finale na koncu. Sedaj, eno leto kasneje, pa Al Horford je, kot kaže, končal kariero tam, se bo preselil, ni izkoristil klauzule za zadnje leto pogodbe in bo postal prost igralec, kot vse kaže, pa že ima obljubo za neko precej visoko pogodbo od nekega tretjega moštva, vsaj do sedaj, Kyrie Irving odhaja. Torej, ta trade se je več ali manj povsem sfižil. Na račun njega so žrtvovali eno leto razvoja teh njihovih mladih igralcev, Tatuma, Browna, Rozirja. Razvoj vseh teh igralcev je eno leto, ne bom rekel stagniral, vendar v vsakem primeru niso naredili takega napredka, kot smo mislili po tistem nastopu v finalu lani, v lanskem play-offu seveda, ko so odlično igrali brez Kyria Irvinga in tudi Haywarda. Povratek Haywarda letos, povratek Kyria Irvinga, vse to je precej načelo njihovo kemijo, narušilo kemijo v njihovem moštvu in to je tudi eno tako opozorilo zame Dallas Mavericksom, ki razmišljajo o prihodu Kembe Walkerja. Namreč mislim, da bi Kemba Walker imel podoben efekt na Dončića, kot je Kyrie Irving imel na Tatuma, oziroma bi imel Kemba Walker še bolj neugoden efekt na Dončića, zaradi tega, ker je Luka seveda playmaker, Tatum je bolj finisher, igralec 1-1 v izolaciji, scorer.
Luka je pa tisti, ki razigrava ekipo bolje kot Kemba in če pride Kemba, bo podobno kot povratek Kyrieja Irvinga v Celticse to sezono pomenilo, da bo Lukov razvoj naslednjo sezono, mislim, da stagniral ali pa vsaj ne bo se razvil v taki meri, kot bi se lahko, ampak zdaj se zašla že za naslednjo temo in to bo tudi tema za naslednji podcast, za enega od naslednjih, namreč letošnji prestopni rok, ja Marko, šele začelo se je, pa že ni dovolj, ne vem koliko uro dolg podcast, zato da bi obdelala vse, kar se splača obdelati, ampak mislim, da lahko na tej točki res zaključiva in prihraniva še kakšno temo za naslednjič, tudi to, kje bo Dragić, namreč tudi Dragić je eden izmed teh igralcev, ki bo morda zamenjan pred začetkom sezone. Povsem možno je, da bo Goran kariero nadaljeval v kakšnem drugem klubu. Zakaj, kako, kje in vsem tem pa več v kakšnem od prihodnjih podcastov. Bi Marko ti še kaj tukaj dodal ali lahko zaključiva na tej točki in morda še kakšne pol urce ali pa urco oddremava, preden se je treba zbuditi? Ne, mislim, da lahko kar zaključiva. Sva bila kar dovolj dolga, dali sva dosti informacij poslušalcem in mislim, vsaj upam, da sva bila zanimiva. Najlepša hvala tebi, da si vzel ta čas. Upam tudi jaz, da so bila dovolj zanimiva. Kljub kavam in Red Bullom upam, da nisem kakšne neumnosti toliko, zdaj tudi mene že počasi zmanjkuje in ja, grem zadremati za kakšne 2 urci, potem bo pa čas za začetek novega dneva in seveda upam, da bom podcast lahko čim prej ponudil našim poslušalcem in ja, da bodo z njim tudi zadovoljni. Hvala Marko, res, da si vzel čas in kot sem dejal, se kmalu zopet slišiva. Ja, hvala tudi tebi, lep pozdrav vsem poslušalcem. Adijo. Ajde. Yeah.